Sandi Moge se je rodil v Sloveniji ter se preselil v Avstralijo. S svojo ženo, Resko Moge, je tam živel dolgo časa. Zakaj pa sta se preselila? Veliko storje. Jaz sem hotel biti učitelj, da bi učil v internati, kako se reče, internat, ne? Ja. In sem dal prošnjo notri, vem resnico, zato, ker to bo prišlo v javnost, tako da bojo vedeli, zakaj smo ljudje pobegnili. Jaz sem hotel biti učitelj, da bi učil učence. Sem se zaučil, vse, prošnjo naredil, da bi šel v Ljubljano, nisem dobil štipendija, nisem sprejeli. Zakaj? Zato, ker sem bil komunist, da boste vedeli. Moj prijatelj, iste šole smo imela, vse isto smo imela. On je bil komunist, je dobil štipendijo, je lahko šel v Ljubljano, je imel vse. Jaz pa ne. Potem pa, čez 3-4 mesece prišel k meni, pa je rekel, Sanda, to, kar se mi učimo zdaj tam, mi to že vse vemo. Sem rekel, red, pa še eno prošnjo napisal. Drugo prošnjo napisal. Napisal drugo prošnjo, isto prišlo nazaj, na sprejemo. Zakaj? Zato, ker sem bil komunist. To je vse, kaj je bilo. Sem pa rekel, zgledal, v proste besedi, jaz bom šel. In sem pobegnil, 60 leta. Kako pa vas je sprejela v Avstraliji okolica? Ja, mi smo prišli prvo, nas je bilo tam okrog Slovencov in Hrvatov, Bosancov, Makedoncov, Srbijancov. Nas je bilo tam okrog 150. In mi smo prišli v kamp, veš kaj je kamp? Mi smo prišli v kamp in tam so nas prijeli in smo bili tam notri tako dolgo, dokler nam oni niso dela našli. Oni so nam poiskali delo, mi nismo nič iskali dela, ker nismo znali govoriti, pa nismo znali nič. So nam delo poiskali, pa so nas na delo poslali. Kako bi pa primerjali ljudi v Sloveniji pa v Avstraliji? Ja, je velika razlika. Razlika je v tem, tam je z celega sveta narod. Z celega sveta. Jaz sem tukaj že imel malo problemov zaradi tega, ker sem navajen na ves narod. Jaz sem navajen na vse nacije. In je prišel cigan k meni, pa nisem vedel, kaj cigan. Kaj pa jaz vem, za kdo je? Jaz sem navajen na vse nacije, imaš malo problema, ne? In kar se pa tiče sprejetstva, so nas pa sprejeli zelo lepo. In zakaj ste se potem vrnili nazaj v Slovenijo? Jo, zakaj? Vsak človek ima v domovini željo, kje si se rodil. In kako gledate na odnose med različnimi kulturami na svetu? V čem je problem? Največji problem je religija. Religion. Veš kaj je religion? Ja. To je največji problem v svetu. In bo do kraja sveta. Pa za konec nam lahko še poveste kakšno misel ali pregovor, ki ste se ga naučili v Avstraliji, pa še prevedete. Kako bi to rekel? Naučil sem se precej. Naučil sem se, kako bi to rekel, spoštovati ljudi vsake nacije. Jaz sem delal za Grke, za Italijane, za Francoze, za vse nacije na svetu sem delal. Jaz sem se s vsemi spoznal lepo. Nikdo nisem imel nobenega problema. Edino en Španjolc mi še dolguje $4,000. Drugi smo pa vsi plačali.